Luka Rupnik čaka za novo gostovanje, še zadnji tekmec v tej skupini, kaj se pričakuje za gostovanje v ligi? Ja, kot vsako gostovanje težko. Ravno smo prišli iz Zadra in sedaj takoj na pot, zjutraj zgodaj. Trenerski štab se je že potrudil, nam predstavil igralce, način igranja in mislim, da če bomo upoštevali vsa navodila ter odigrali svoj maksimum, se borili, mislim, da lahko izvlečemo 2 točki iz lige. Kakšna pa so ta navodila, na kaj se boste osredotočili? Ja, imajo par teh domačih košarkarjev, tudi mislim 2 reprezentanta, več ali manj pa se vse vrti okrog Američana Robinsona ter Janisa Time, latvijskega košarkarja. Bo kar zanimivo, kajti tudi oni so mlada, agresivna ekipa in z veliko kontrami proti napadi in nas čaka kar težko delo. V Solnoku ste bili uspešni, odlični zadnji četrtini, ko igrate v valovih, še da vam gre, pa pravzaprav z vsakim tekmecem. Ja, v bistvu so vse tekme po enem kopitu, hitro si pridobimo prednost, ter na to nerazumljivo pademo, vendar tega se zavedamo košarkarji, seveda trenerski štab še prej in najpomembnejše je, da se tega zavedamo in da vemo, kje moramo odpraviti napake, tako da mislim, da bomo v prihodnosti manj nacilirali ter v nekakvi konstantni pripravi tekmo do konca. To sezono igraš predvsem bolje kot lansko, si čez poletje ste čemu posebno posvetili? Ja, v bistvu važneje je, da so zmage. Potem je tudi vzdušje boljše, tudi igralci pridemo bolj do izraza. Kar se poletje tiče, ja, sem izdatno treniral, nekako sem posvetil celotno poletje samo treningu, se odpovedal v morju in zaenkrat se mi to obrestuje, trdo delo, dobro se z dobrim vrača, kaj ne reče. Čemu pa ste se najbolj posvetili? Ja, med poletjem lahko rečem, da največ tej telesni moči, fizični pripravi pomaga mi je Jure Draxler, znan kondicijski trener tukaj v Sloveniji, ampak mislim, da je bilo pomagalo tudi to, da sem treniral košarkarsko individualno z Eurostepa, ti bivši košarkari Marović, pa Ernest Novak, pa te so. Tako da je bilo kar veselo. Zelo v Zadru si začel tekmo, to te kot igralcev pomeni kaj, recimo eni igralci so občutljivi, so peterki ali niso? Razumem vprašanje. Ja, nekako sem pričakoval, kajti imeli so tega agresivnega Američana, ja, Florensa, in trener mi večkrat zaupa te obrambne naloge na hitrih playmakerjih. Potihoma sem pričakoval in pripravil sem se na to, predvsem v obrambi, na to je še v napadu steklo in sem zadovoljen. Drugače mi je pa vseeno, ali začnem iz klopi ali pa v prvi peterki, samo da ekipa nekako ne pade, kadar sem jaz na igrišču. Kaj ti si bil dobro začel v napadu, ne? Je to prišlo z dobro obrambo ali je to prišlo z vsem zaupanjem mogoče? Ne vem, v prvem napadu mi je Belošević naredil dober blok, pa sem lahko šel do konca in pol se je nekako odprlo, smo tudi kot ekipa smo se razleteli, igrali smo dosti hitro, poletno in ta igra, kot smo jo pokazali, recimo zdaj prva četrtina v Zadru ter prvi polčas Zenit oziroma Šolnok zadnja četrtina, to hitro tranzicijsko igro mislim, da bi nas morali krasiti še v prihodnje.